Upanje je posebna sreča in morda največja sreča, ki nam jo lahko ponuja ta svet. Dobrodošli in lepo pozdravljeni na letošnjem 25. dobrodelnem koncertu naše Caritas Rovte, ki prinaša geslo Upanje za vse. Prav lepo pozdravljamo med nami župana občine Logatec, gospoda Berta Menarda, predsednika krajevne skupnosti Jureta Brzalaka in našega gospoda župnika Janeza Petriča. Iz škofijske Caritas pa je med nami gospod Jože Kere. Pozdravljeni vsi nastopajoči in vsi obiskovalci našega koncerta. Za začetek so naša srca in ušesa ogreli Vražji Rovtarji, mladi harmonikaši iz 9. razreda osnovne šole Rovte za Avsenikovo glasbo na Golici. Njihov mentor je gospod Igor Osredkar, ki igra pri zasedbi Mladi kupci. Skupaj igrajo že dalj časa. To pa je bil njihov prvi javni nastop. Vražji Rovtarji pa so Jaka Treven, Vito Dolinar, Mark Gartner in Andraž Kavčič. Sedaj pa pojdimo naprej z vokalno skupino Virilis. Člane vokalne skupine Virilis združuje že kar nekaj skupnega petja. Nova zasedba pa je bila plod ideje o ustanovitvi zrelejše in aktivnejše skupine. Ime Virilis je latinski izraz za možatost in s temi besedami bi lahko opisali njihovo petje in zven. Pojejo slovenske in umetne pesmi, posvečajo pa se tudi preostali svetovni vokalni zvrsti. Amen.
Naredi, kar moreš, s tem, kar imaš, kjerkoli si. Kadar si prizadevamo biti boljši, kot smo, se izboljša tudi vse okoli nas. Naslednji nastopajoči so otroci vijolične skupine iz vrtca. So najstarejši otroci v vrtcu, stari so 5 let in komaj čakajo, da gredo naslednjo jesen v 1. razred. Skupino vodita vzgojiteljici Renata Treven in Marjeta Istenič. Na kitari jih bo spremljala Tina Istenič, zapeli nam bodo pesem Podaj mi roko. Kar pogumno!
Ja, si že na pol poti do cilja. Ravnaj, kot da to, kar počneš, lahko kaj spremeni, ker res lahko. Za nekaj besed o upanju vabim na oder tajnika Škofijske Karitas Ljubljana, gospoda Jožeta Kerna. Vsem lep pozdrav v imenu Škofijske Karitas Ljubljana. Posebej bi se zahvalil Škofijski Karitas za vsa leta, pa tudi letos, da pripravlja ta koncert. Škofijska Karitas Rovte je ena tistih naših Karitas, ki zelo dobro sodeluje s Škofijsko Karitas v vseh njenih programih, pa tudi s sosednjimi Karitas. Tako da z tega vidika za vsa ta leta ena posebna zahvala z naše strani. Zdaj, kar se pa upanja tiče, zdaj je bilo veliko težkih časov, težkih dogodkov, je bila korona, vojna v Ukrajini, ukrajinski begunci, zdaj spet vojna v Palestini, poplave obsežne v Sloveniji, tako da upanje zajemamo predvsem iz vere. To, da katoliška cerkev deluje na dobrodelnem področju, je njena stalnica. Sigurno veste, da so že v apostolskih časih, to, ko beremo Derila apostola Pavla, so tiste skupnosti prvih kristjanov, ki so bile premožnejše, bogatejše, zmeraj skrbele materialno za tiste revnejše v Palestini. In tako zdaj že 2000 let in tudi v sedanjem času. Ti časi, ki so zdaj, so nas zaznamovali kot družbo z veliko tekmovalnostjo. Verjetno nekaj tega mora biti, drugače družba ni uspešna, se pa danes zelo hitro zgodi, ker so družine manjše, ker smo ljudje manj povezani, da zaradi osebnih okoliščin, zaradi objektivnih stvari, zaradi duševnih težav, veliko ljudi pride na rob družbe, v revščino in v velike stiske. In zato je dobro, da lahko preko dela župnijskih Karitas vse te ljudi vključujemo nazaj v našo skupnost, v našo župnijo in da se ne počutijo izločene, da niso sami s svojimi stiskami in problemi. In zato se vam vsem, ki ste verjetno darovalci župnijske Karitas, zahvalim za današnjo udeležbo, pa tudi za podporo župnijski Karitas v celem letu. Hvala lepa. Upanje je krepost, ki nam vliva pogum za prihodnost in nam daje moč za sedanjost. Miro Božič je prvič zaigral na orglice, ko mu je bilo 8 let. Sedaj ima za seboj že 20 let snemanja in nastopanja. Nastopil pa je tudi že na našem odru. Poleg njega kitarist Benjamin Barbarič, ki v zadnjih nekaj letih nastopa kot solist, spremljevalec ali nastopajoč v različnih glasbenih zasedbah. Na nastopih pa velikokrat zaigra tudi lastna glasbena dela. Pa prisluhnimo.
ne dovoli, da tisto, česar ne moreš narediti, vpliva na to, kar lahko narediš. Zaupaj, da imaš vse, kar potrebuješ. Zasedbo 3 generacij iz družine Arhar združuje ljubezen do glasbe. Ker je glasba pri hiši ves čas prisotna, je tudi njihov najmlajši, Matic, ki šteje 5 let, prej zapel, kot spregovoril. Že od malega je rad gledal svojega atja preko YouTubea, kako je nastopal na koncertih Caritas in si tako zaželel, da bi nastopil tudi sam. In danes se mu bo ta želja uresničila. Družina Arhar, ata Jože, sinova Miha in Primož, ter vnuk Matic.
slišam to. Malijega pa nese. Bodi pogumen, kadar te je strah, ponižen, kadar zmaguješ. Vsak dan pa dober. Samo enkrat živiš, a če to opraviš dobro, je enkrat dovolj. Na oder pa sedaj vabimo našega župana, gospoda Berta Menarda, da nam nakloni nekaj modrih besed. Vse prav lepo pozdravljam. Upanje je, dokler razumemo, pridi, podaj mi roko. Tega veliko tudi vidimo polna dvorana in tudi druge dvorane, ker se odvijajo koncerti, dobrodelni koncerti, naj se bo Caritas ali drugih dobrodelnih organizacij, so naši ljudje doma na tej sončni strani ali zelo odprti. Že na začetku nam je pesem so je tele naši mladi ravtori zaigrali na Golici, nekako zaigrali pri srcu in nam je, če bi to šišo že dol od spode, si bi moral naš mošniček še malo bolj odprl. Ampak tudi pri tej dobrodelnosti mora biti nekaj razuma. Mnogi to tudi izkoristijo v druge stvari. To smo videli tudi na poplavah, v Goslini, v Koroškem, tako da tudi tu moramo biti malo previdni, tako kot tudi v vsakodnevnem življenju. Vesel sem, da je ta karitativna dejavnost v Rogaški občini zelo močna. Včeraj je uvod sveti Martin doma iz Panonije in je potoval v 4. stoletju našega štetja v Toron, v Francijo. In seveda kot rimski vojak, strumen, resen, pa ne imel neko toplino v srcu in ko je videl brača Revežekove izjeblo, je nekaj pleščino, da mora temu človeku pomagati, vzel meč in rezal pol vojaškega sukniča in mu ga dal. Ni dal celega sukniča, ker je moral tudi za sebe poskrbeti, pa vendar. Zato razlagam, da je veliko izkoriščanja in morate imeti tudi razum, kadar se daruje. Mnogokrat ljudje mislijo, da se daruje samo z denarjem. Veliko se daruje tudi, če da nekdo neko lepo misel, zmolil, če naš rožljenec. Morda je to več vredno kot 100 evrov, da nekomu to pokloniš. V Lugaciju smo imeli Toneta Komparjata in bil zelo tako duhovni in je tudi razlagal o daritvi svete Maše in je enkrat razlagal, kaj je to darovanje, ko prinesemo na oltar. Ni samo, da prinesemo, da damo puščico, ampak na oltar prinesemo tudi vse tiste težave, ki se nam skozi teden naberijo, pa tudi tiste dobre stvari. Zato je vera tista, ki nam daje moč, če znamo to pomoč, to popotno palico tudi uporabiti. Še enkrat bodimo dobri, pomagaj ljudem, ki so v stiski, ne moramo vse razdati, ampak dajmo toliko, koliko lahko, kajti tudi, ko razmišljam o gasilcih in o drugih, ki so dobrodelni, ki dajo del svojega življenja, del svojega zdravja, mora skrbeti, da so sami zdravi, da potem lahko del tega daje tudi drugim. Še enkrat hvala lepa, da ste tako mrljivi, tako darežljivi in da pomagate ljudem, ki so pomoči potrebne. Tako kot je dobro ali pa dar ali pa blago darovati, je tudi prav, da tudi znamo sprejeti. Če nimamo, je prav, da vzamemo in zato, ko dobimo, se tudi na nek način zahvalimo, kaj je to Božje stvarstvo, v kraljestvu, v naravi je ravnovesje. Zakaj je nekdo revež? Morda mu je bilo na nekem drugi strani nekaj vzeto, zdravje, mogoče z neko barabijo, goljofijo in je zato siromak. Zato dajmo razmišljati, da mora biti to v ravnovesju in vse te dobrine, ki jih nekako predelamo, ki jih nam narava, Božje stvarstvo daje, tudi pravično razdeliti. Še enkrat hvala vsem.
Za zdaj pa ostanejo vera, upanje, ljubezen. To troje. In največja od tega je ljubezen. Ljubezen pa prinaša upanje za vse. Predstavil se nam bo otroško-cerkveni pevski zbor, ki ga sestavlja nekaj čez 20 pevk različnih starosti. Skoraj vsako nedeljo nas svojim petjem razveseljujejo pri svetih mašah. Sodelovali so že na srečanju otroških pevskih zborov na Rakovniku, na katerega pa se pripravljajo tudi v letošnjem letu. Najraje prepevajo ritmično vrhovne pesmi v spremljavi bobna in kitare. Vodi pa jih Meta Malavašič. Pa jim prisluhnimo. Give me
pravico imaš do svojih sanj, ne glede na to, odkot prihajaš. Vsi smo ljudje in si zaslužimo, da žarimo kot zvezde. Mlade in nadobudne osnovnošolke nam bodo izbrane skladbe iz Evrovizijske popevke predstavile na svoj inovativen način, skozi oči mladih, za katere pravimo, da na njih svet stoji. Verjamemo, da nas ne bodo pustile ravnodušne. Nastopile bodo Katja in Klara Drmota ter Maja Jered.
Pot je morda res zavita in kamnita, a nikoli ne smemo upati nad svojimi sanjami in upanji. Skupina The Boobies se je razvila iz predhodnega narodno-zabavnega trija z vključevanjem novih inštrumentov in nekaj menjavami članov. Skupina prihaja iz Lavrovca in okoliških krajev. V tej postavi pod imenom The Boobies delujejo od leta 2020. Njihova zvrst glasbe je predvsem slovenska, narodno-zabavna, zabavna in rock. Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pokrilu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse. 2-3 tedne bilo je tako, od življenja čutil sem samo, misli se obrnejo, prej pomembno, zdaj je butasto. Ko podolko na svoj dom, igraš se s kančkom in kaliraš vsakako. Enkrat pa bom tam ostal, ko bom nekam se poslal in zazmeri odštutlal. To obljubam za tebe, pa če leta čakam zdaj, da bom živ prijateljskej. Srbijem le čas vladam, vse pomeni nam le moč in plan, finance, banke, gospodar. Kdo račune plača, ni nam mar. Včasih vprašaš se zakaj, sam si sebi policaj, pol želiš si nazaj.
zverijo kot vol. Obljubam za prvej, pa če leta čakam zdaj, tam bom živel preslej. Enkrat pa bom tam ostal, ko bom nekam se osnov in zazverijo kot vol. Obljubam za prvej, pa če leta čakam zdaj, tam bom živel preslej. Ljudje pa rabimo, res rabimo soljudi. Bog potrebuje ljudi, ki njegovo besedo učlovečijo. Prišel je čas za našo zahvalo. Zahvala vsem našim sponzorjem, donatorjem in dobrim ljudem. Hvala vsem nastopajočim, ki ste z nami delili svoj čas in svoje talente. Medijem, ki so brezplačno vabili na naš koncert, Radio Oglišče, Radio Sori in Radio 94.
Hvala tudi vsem našim sponzorjem, ki so pomagali pri izvedbi današnjega koncerta. Trgovini Epsora, Cvetličarni Anja, Združenju Sazas in gasilcem. Hvala vsem donatorjem, Silvo Logar SP, Gostilna Zajede, Miha Laknar SP, Kamen Svetovanja in razvoj, Mlinar Les, Nagodej Janez SP, Gantar Klemen. Hvala vsem posameznikom, ki so priskočili na pomoč s svojim delom in časom. Iskrena hvala vsem in vsakemu posebej. Na koncu, hvala vam, dragi obiskovalke in obiskovalci koncerta, da ste si vzeli čas in prišli na ta dobrodelni koncert. Upanje za vse. Upamo, da vam je bilo prijetno v naši družbi in na snidanje ob letu Osorej. Po koncu koncerta pa vas vabimo, da še malo ostanete v dvorani ob druženju in majhnem prigrizku. Čudovite stvari se lahko zgodijo kadarkoli. Bodi taka, kot si želiš, da so bili do tebe. Ena lučka upanja sveti tudi v najbolj temnih urah. Vedno verjemi, da se bo zgodilo kaj čudovitega. Prijazna beseda ali spodbudna misel nam vlijeta upanje. Ob veri, upanju in ljubezni je zemlja napolnjena z nebesi. Naj nas še na koncu našega koncerta ogrejejo naši navdušeni vražji ravtarji. Jaka, Andraž, Vito in Mark. Pojdimo z njimi v dolino Tiho in na Rudlek. In naj se zgodi upanje za vse. Srečno!